Združene države Amerike in Iran se vzdržujeta napadov in dajeta diplomaciji novo priložnost. Teheran pravi, da ne bo napadel, dokler Washington ne nadaljuje svojega bombardiranja. A to je še vedno premor, ne prekinitev ognja. Iran pravi, da ni zaprosil za vrnitev k pogajanjem in še vedno trdi, da nadzoruje Hormuško ožino. Veliko vprašanje o tem, kaj ta premor dejansko pomeni in kakšen je resnični končni cilj. Da bi nam poskušali ponuditi nekaj vpogleda, sta se nam nocoj pridružila dva gosta. Kave Šarur, odvetnik in višji sodelavec na inštitutu McDonald-Laurier, ter dr. Ken Polak, podpredsednik za politiko na inštitutu za Bližnji vzhod. Gospoda, najlepša hvala obema, da ste se mi nocoj pridružila na i24 News. Ken, začela bom z vami, ker Washington pravi, da je ustavil napade, da bi dal prostor diplomaciji. Kaj pa pomorska blokada? Iran trdi, da še vedno nadzoruje Hormuško ožino. Pravi, da sploh ni zaprosil za pogajanja ali pogovore. Ali bo ameriška blokada iranskih pristanišč medtem ostala v veljavi? Ni nobenega znaka, da ne bi. Ampak spet, na koncu bi Bela hiša res rada videla vrnitev k premirju. Če bi Iranci prenehali streljati na ladje v ožini, mislim, da bi Združene države to lahko ponovno pretehtale. Bi se morda strinjale, da jih ponovno odprejo. Spet, za predsednika Trumpa bi si zelo želel vrnitve k premirju, kjer so ladje prosto plule skozi Perzijski zaliv. To je tisto, kar resnično potrebuje zdaj. Kave, kaj pa znotraj Irana? Kako je ta premor predstavljen? Ali režim trdi, da je prisilil Združene države, da so popustile? Ali pa je tudi nekaj olajšanja, da so se napadi za zdaj ustavili? Lepo je biti z vami. Mislim, da gre pravzaprav za oboje. Iranski režim to doma prodaja kot še en prikaz moči iranskih sil. Dejstvo je, da oni so uspeli zadati še en udarec velikemu Satamu in tako naprej. Vsak razvoj v tej vojni se doma prikazuje kot prikaz moči iranskega režima. Ampak, iskreno povedano, mislim, da je vojna Iranu povzročila veliko gospodarsko škodo. In vojaško gledano je bila uničujoča za iranski režim, kljub njegovemu bahavemu nastopu. In mislim, da med iranskim prebivalstvom zagotovo, še posebej tisti, ki živijo na jugu in so tarča bombardiranja, zelo so olajšani, da je prišlo do premora v bojevanju. In mislim, da tudi med navadnimi Iranci občutijo olajšanje, da se je bojevanje ustavilo. In upajo, da bo to morda pripeljalo strani nazaj za pogajalsko mizo. Morda se bo odprla tudi gospodarska priložnost, saj iransko gospodarstvo trenutno strmo pada in uhaja izpod nadzora. No, glede tega, Ken, ko gre za morebitno nadaljevanje pogajanj, kaj Washington pričakuje od režima? Še en memorandum o soglasju, ki bi ga Iran morda podpisal, a se ga verjetno ne bo držal. Mislim, če želijo diplomacijo, kakšna zagotovila bo Washington potreboval, da bo tokrat res drugače? No, glejte, to je velika dilema, s katero se sooča predsednik Trump. Ker so najprej tu cilji, s katerimi je šel v to vojno, kajne? Torej, želi novo jedrski sporazum, ki bo zagotovila, da Iran nikoli ne bo izdelal jedrskega orožja. In ne pozabite, želi si, da bi lahko trdil, da je to boljši dogovor kot skupni celoviti akcijski načrt, ki ga je podpisal predsednik Obama, kajne? Dokazati mora, da je bilo vse to vredno. Rad bi vključil tudi iranski arzenal balističnih raket. Rad bi vključil tudi iransko podporo svojim posredniškim skupinam in zaveznikom v regiji. To je bil celoten prvotni nabor zahtev, poleg tega seveda do spremembe režima, kar je zdaj očitno popolnoma izključeno. Poleg tega pa ima zdaj še ogromno dodatno zapletenost, saj mora ponovno odpreti ožino. Zagotoviti mora, da Iranci ne bodo mogli pobirati dajatev od ladij, ki plujejo skozi ožino, ali pa prejemati stranska plačila od ameriških zaveznikov v zalivu, v zameno za to, da se strinjajo, da ne bodo ustavljali ladij v ožini. To je ogromen seznam nalog in ni jasno, da bi kljub resnični gospodarski škodi, ki jo je omenil Kaveh, da ima Trump kakršnokoli pogajalsko moč, ki bi jo potreboval, da bi dosegal vsaj polovico tega. In zato smo obtičali v tem, v tem, nekakšnem peklu premirja, v tej situaciji brez prave vojne, brez pravega miru, v tem limbu, ker predsednik Trump ne zna najti načina, kako dobiti, kar želi, in se umakniti. Kaj misliš s tem, ko rečeš vzvod, Ken? Kakšen vzvod lahko deluje na režim, katerega edini cilj je trenutno, kot kaže, preživetje? Ja, mislim,
Miš vprašal to Kaveha, ampak mislim, da smo vsi videli, da bo to izjemno težko, ker je to režim, ki se je doslej izkazal, vsaj do zdaj, za imunega na pritisk, ki ga lahko izvaja Združene države. To je vir frustracije predsednika Trumpa, saj nanje na teh področjih nenehno pritiska, v upanju, da bodo popustili njegovim zahtevam. In do zdaj mu ni uspelo narediti nič podobnega. Kave, želiš kaj dodati ali obstajajo kakršnikoli znaki, kaj dejansko deluje pri pritisku na režim? In do zdaj kaj ni delovalo? No, veš, tradicionalno bi mislil, da je vojaška sila tista stvar, ki deluje proti režimu. Ampak iskreno, glede na nadzor, ki so ga izvajali nad družinami in dejstvo, da Združene države in Izrael nista uspela premagati iranske vojske, je težko vedeti. Popolnoma se strinjam z dr. Polokom. Težko je natančno vedeti, kaj deluje. Iranski režim je zaradi tega, ker je grozovita diktatura, ne skrbi za lastne državljane in ga ne zanima gospodarska stiska, ki jo povzroča lastnim državljanom. Zato mislim, da je glavna stvar, ki jo lahko Združene države ponudijo, in upam, da jim tega ne bodo ponudile, je normalizacija odnosov z Iranom, če so iranski pogajalci pripravljeni to sprejeti in da Iranu omogočijo ponovno vključitev v svetovno gospodarstvo in da nadaljuje s tem, kar počne. Seveda to predstavlja resen problem za Združene države in eksistenčni problem za Izrael. Tako da resnično ne vidim, kakšne vzvode ima tukaj predsednik Trump, s katerimi bi lahko deloval. To je zelo, zelo težka situacija, ki si jo je predsednik Trump ustvaril sam. Iskreno povedano. Torej, še eno vprašanje za vaju oba. Kendall, začela bom pri tebi. Kako dolgo misliš, da bi lahko ta premor, ki mu trenutno priča, dejansko trajal? Kaj vidiš kot najbolj verjeten sprožilec, ki bi lahko obe strani znova popeljal v neposreden konflikt prav zdaj? Najprej bi rad podprl vse, kar je pravkar povedal Kaveh. Mislim, da so njegove točke zelo na mestu. In zaradi tega to bi lahko trajalo zelo dolgo, Nikol. Povedal bom takole. Sumim, da bomo videli predsednika Trumpa, kako bo poskušal vojaško zaostriti situacijo nekje med ameriškimi vmesnimi volitvami. Mislil sem, da se na to pripravljamo. Zdi se, da se je umaknil, ampak ne bi bil presenečen, če bi se to zgodilo nekje avgusta ali morda v času vmesnih volitev, bo poskusil zaostriti situacijo in upal, da mu bo to dalo vzvod, ki ga potrebuje, da prepriča iranski režim naj popusti. Ampak spet, mislim, da to ni verjetno. In posledično mislim, da bomo prišli čez vmesne volitve. In potem postane vprašanje za Trumpa, v redu, če so vmesne volitve za menoj, veš, koliko in kako zelo to potrebujem v tem trenutku. Torej spet, v tej situaciji bi lahko bili še kar nekaj časa. Tam zunaj ni ničesar, na kar bi se lahko osredotočil. Ena stvar, na katero so se ljudje osredotočali, so bile vmesne volitve. Mislim, da je vse manj verjetno, da bo to še sprožilec, ki bi prisilil k ukrepanju. Kave, kakšno je tvoje mnenje o tem premoru, ki ga opažamo? Mislim, da bomo videli stopnjevanje in več memorandumov o soglasju ali premorov v bojevanju. Iskreno povedano, mislim, da se ne bomo vrnili v stanje popolne vojne, preprosto zato, ker mislim, da nobena stran nima interesa za popolno vojno. To je zelo nepriljubljena vojna za predsednika Trumpa in Iranci, kot sem že omenil, so za to dejansko plačali precej visoko ceno. Zato mislim, da se ne želijo vrniti v popolno vojno. Hkrati je zelo težko ugotoviti, kako bodo to izpogajali. Mislim, da bodo sčasoma dosegli nekakšen mirovni dogovor. Kdaj bo to, ali bo to pred vmesnimi volitvami ali po njih, tega pa ne morem natančno povedati. Ampak mislim, da bo, dokler pridemo do tja, veliko premorov in ponovnih izbruhov sovražnosti. Kave Šarur in dr. Kent Pollack oba sta podala odličen vpogled v trenutno stanje vojne, ki jo spremljamo tukaj na Bližnjem vzhodu. Obema se iskreno zahvaljujem, da sta se mi pridružila v tej razpravi. Z veseljem, hvala.